Midva se pa danes končno družba z enim avtom, ki sva ga od Forda res že kar čakala v bistvu. Končno je čas, da spoznamo električnega Mustanga, v bistvu prvega električnega Mustanga. Zdaj pa, da se ne bomo preveč ukvarjali okoli te elektrike, se mi zdi, da danes smo pa res že tako daleč, da je to nekaj vsakdanjega, tako da bo Primož na hitro povedal par številk, par specifikacij tega avta. Pa se mu pa malo bolj orenko detajle posvetimo, zato ker se mi zdi, da je oblikovno in tehnično ful bolj zanimiv, kot pa sam pogon. Se pravi, poganjata dva elektromotorja s skupno močjo 487 konjskih moči in verjemite mi, da je to res pošteno sunje, ko ga pohodiš in tu boste lih malo kasneje tudi videli, upam, da se bo pač tu dobro videli. Zdaj sama kapaciteta baterije, to je maksimalna, pri temu Mustangu je 98,7 kWh, sama neto, se pravi tista uporabna, ki je na voljo vozniku, pa znaša 88 kWh. Zdaj, koliko je tu porabe, oziroma kakšna poraba ima tale avto, tule je Andraž precej bolj naštudiral kot jaz. Ja, zdaj, par dni sem se že vozil, tak mešan cikel, neke avtoceste, neke regionalke, po omejitvah, nič nismo šparali, tudi noter vse, gretje volana, gretje sedežev, polnjenje telefona, glasba, vse take stvari. In povprečna poraba pri meni je bila med 25 pa 30 kur, kar je kar nekako pričakovan za tak avto. Pač že sama velikost, pa tam ima še zimske gume gor, pa teža. Ne moramo si lagati, da bo tak avto kuril 15 ali pa kaj takega. Čeprav, če ga šparate, če se res počas vozite, če paste pri pospeševanju, pol je možno priti tudi pod 20, ampak glede na to, da gre za GT-ja, je treba z njim tudi malo uživati. Pa tudi ta štirikolesni pogon ponuja res toliko prijema, da včasih si ne morete pomagati, da se izstrelite ven iz semaforja. Zdaj, kar se pa tiče polnjenja, tukaj gre res za kar veliko baterijo, tako da bo tudi doma, že če ga boste na 11 kW polnilnici polnili, trajali kar malo več kot celo noč. Če greste pa na kakšno hitrejšo, malo bolj zmogljivo polnilnico, pa kakšna urca, pa je avto poln. In tako jaz sem v povprečju naredil nekje 350 km, da se seveda tudi več, pa sploh, ko bo vreme še lepše, pa temperature višje, se bo ta številka mogoče še malo dvignila. Ampak se pravi, vsi imamo različne potrebe in to vsak sam vidi pri sebi, a je to zanj dovolj za en dan ali ne, ker načeloma zvečer se pripeljete domov, ga priklopite in zjutraj vas spet čaka polna baterija, tako da tukaj jaz ne vidim nekega problema. Če greste pa nekam dlje na izlet, pa itak planirate pot tudi s pomočjo tehnologije noter, ki vam točno pokaže, kje boste polnili, koliko časa boste polnili in si tisti čas enostavno vzamete odmor za kosilo ali pa kakšno malico in je to. Zdaj pa, tako kot sem rekel, dosti je govora o tej elektriki, gremo si zdaj pogledati ta avto, ker je res toliko zanimiv. Spreden del, ja, jaz mislim, da je res tak prepoznaven, da falit ga ne morete. Že tale koniček tukaj vam pove, da gre za Mustanga, pa čeprav je ta malo drugačen od tistega, ki smo jih vajeni z ogromnim motorjem pod pokrovom. Ampak, evo, dinamične matrične LED luči s sekvenčnimi smerniki, pa itak spet ta oblika, ki se ponavlja pri celem avtu. Tukaj spodaj imamo potem seveda za GT-ja značilne malo bolj športne zračnike, pa tudi tale spodnji podaljšek v črni barvi štrli kar precej bolj ven, kot pri tistem navadnem. Tukaj na spodnjem delu najdemo tudi tole aktivno režo za hlajenje baterije in elektromotorjev, ki se pač po potrebi odpira in zapira in tako pripomore tudi k boljši aerodinamiki, kadar je zaprta. Pa zelo všeč mi je, kako so skrili parkirne senzorje na te črne dele sprednjega odbijača. Tukaj se pa skriva tudi sprednja kamera, ki ima pa tukaj zraven še eno režo in tukaj ven pride šoba za pranje, tako da takrat, ko je umazana, si lahko na hitrico pomagate. Če pogledamo zdaj tale stranski oziroma polstranski profil, najprej opazimo tale 20-palčna platišča lepega dizajna, pa športne brembo zavore, ki pa skrbijo, da se tale Mustang ostal tak, tudi če je tukaj težk. Pa imamo pa še tele oranžne smirnike oziroma odsevnike, ki spomnijo na tale ameriški trg. Če se pomaknemo malo bolj nazaj, imamo tole črno spodnjo linijo, tale napis Mach E4X pomeni, da je električni štirikolesni pogon. Malo višje imamo tudi hiše ogledaj v taki lepi sijaj črni barvi, pa še tale streha je v bistvu panoramska črna, pa še tale črna linija, ki naredi v bistvu celo obliko avto bolj kupejevsko. Tukaj vidite, da gre tako lepo dol proti tlem, tako da niti ne opazite, da je tale Mustang lih malo višji kot tisti ta prav, ta športni, ta bencinski. Zdaj, meni je tale zadnji del Mustanga najbolj mustangovski. Rečemo, da je to prav.
zakaj je lih zaradi teh luči, ki ima tale značilen svetlobni podpis. Pa če gremo lih malo nižji, tale športni difuzor seveda, brez izpušnih cevi, ki je pač elektrika. Tukaj je še en tak znakec, ki ti pove, da je 4-kolesni pogon. Spodaj, tukaj na sredini imamo še meglenko, kar se mi zdi kar taka primerna pozicija za tako stvar. Malo višji imamo še ta čudovit črni spoiler, ki lih malo podaljša avto, odsevniki in zdaj pa še sam prtljažnik oziroma fajn bi bilo, če bi pogruntali, da bi se odpiral na značko GT, to bi bilo res malo bolj posebno. Ima pa tukaj spodaj, saj ni nič narobe, lih tako se da, električno odpiranje, pa še z nogo. Sam prtljažnik je res tak soliden, ima tudi dvojno dno, tale fina zaščita prtljažnega prostora, da se pač ne umaže prehiter. Tele lučke so ful luštne, ima tudi taha konička narisanega, ima še 2 hakeljca na vsaki strani, da lahko kakšne take mini vrečke obesite, 12-voltni priključek, pa sedeži se podajo precej simpel. Pa da ne pozabimo, preden gremo na samo notranjost, taki avti, ki so izključno razviti, da jih poganja elektrika, da nimajo prekišnih bencinskih ali pa dizelskih motorjev, imajo spredaj tudi prtljažnik. In tu niti ne toliko majhen, tukaj lahko spravite pač polnilne kable, imate fajn lučka, tekočina za pranje stekel. Pa kar mi je všeč pri temu, je tak res tak robusten material, pa tukaj noter ima tudi v bistvu odtočni kanal, tako da lahko date kakšne osrane hujzarje ali pa kaj taha, pa pol prijete domov pa sem sperete. Pač praktično. Zdaj, tukaj, kakor vidite, ni nekih kluk, je tole držalo, ki je v bistvu samo navadno držalo, tako da z njim ne odpirate avta. Imate pa tukaj gumb, še prej imate pa tukaj številčnico, s katero si lahko v notranjosti nastavite pač kodo na številke, potem tukaj vtipkate in se avto odklene, brez da rabite ključ. Potem imate pa tukaj še tole tipko in se takole vrata lepo podajo k vam in gremo noter. In zdaj bomo začeli z notranjostjo, ki je praktično še boljša kot zunanjost. Zdaj pa začnemo kar tle pri vas, se pravi, armaturna plošča, tle vidimo kar par različnih materialov. Tale fin blago, tukaj imamo lepo čez celotno širino potegnjene zračnike, pa pol nek tak vzorec na plastiki, pa seveda še alcantara s kontrastnimi šivi, ki se v bistvu praktično ujemajo tudi zunanjo barvo. Potem imamo tukaj sedeže. Sedeži so taki kar konkretno športno izgledajo. Tukaj gor imajo res lepo oporo iz usnja za ramena, pa tudi tale bočna opora je fajn. Tukaj imamo potem seveda tole alcantaro, ki je tudi perforirana, se pravi ima take luštne lukance pa vzorce, pa seveda na robovih usnje, ki se ga tudi lažje očisti, pa spet kontrastni šivi. Zdaj pa, če se pomaknemo tukaj na sredino, pač tega zaslona ne morete zgrešiti. Ta zaslon tukaj je bil meni ena najboljših stvari, ki je lahko Ford naredil. Tukaj gre za sistem Sync 4A in tukaj na tem pokončnem zaslonu lahko upravljate praktično vse. Seveda se nam je že vse skupaj poznano, radio, navigacija, tukaj spodaj je predel, ki je namenjen samo za kontrola klime, pa ogrevanih sedežev pa volana. Pa tale lebdeč obroč, ki ga uporabljate za glasnost in tukaj na sredini je potem še zmer touchscreen, kjer lahko pač enostavno ugasnete ali pa prižgete zvok. Seveda imate na voljo tudi brezžičen Apple CarPlay pa Android Auto, tako da lahko potem uporabljate tudi tisto navigacijo, ki je načeloma malo boljša, malo bolj up to date. Ampak ena stvar, ki mi je zelo všeč, je pa tudi to, da se tista navigacija potem nekako poveže tudi s to notranjo navigacijo in vam tudi na tem osrednjem zaslonu tukaj prikazuje napotke, čeprav ste na CarPlayevi navigaciji, se pravi od vašega telefona. Tukaj imamo potem ogromno enih nastavitev, ogromno enih funkcij, izbirate lahko tudi med 3 voznimi profili, ki jih bo pa Primož malo bolj podrobno predstavil. Gledate lahko tudi vse vaše podatke glede vožnje, se pravi od porabe do različnih tripov, ki si jih nastavite, se pravi koliko razdalje ste naredili v določenem času ali pa od zadnjega polnjenja. Potem na navigaciji seveda lahko vnaprej predvidite, kje boste polnili, koliko časa boste mogli polniti in take stvari, pa seveda tiste glavne nastavitve noter. Zdaj pa tukaj imamo povsem nov volan, še vedno ima te enake Fordove kontrole, ki smo jih navajeni že prej iz drugih avtov, seveda tudi radarski tempomat pa lane assist, zraven pa lahko rečemo praktično, da je to že kar polavtonomen avto, ker je sposoben take vožnje, da avto sam drži na sredini voznega pasu, lepo zavija, vi samo roke naslonite na tale del volana, tako da pač ga še zmer držite in lahko ukrepate v primeru, da pride do česarkoli, ampak načeloma lepo drži razdaljo.
in praktično je res tak udoben potovalnik, to, kar je Mustang že skozi bil. Ena stvar, ki jo moram še bolj podrobno poudariti, kot je ta zaslon, je pa ta zaslon tukaj od voznika, ki ponuja vse tiste osnovne informacije, ki jih rabite, ampak še bolj pomembno od vseh ostalih avtov, ki so jih do zdaj testirala, so kar malo pozabili na tale del tukaj. Tale zaslon je čist navaden, se pravi tak, z vsemi barvami, z lepo grafiko, vse stvari so tukaj gor prikazane in ni tisti nek cenen dvobarven zaslon. Tako da velike pohvale Fordu za to. Še ena prednost, da gre tukaj za električen avto, je pa sigurno tale del spredaj, da ni potrebe po tistem grebenu za menjalnik, ki ga pač tukaj ni, ampak je samo tale v krogu izbirnik, ki smo ga že navajeni pri Fordu. Zdaj pa, če začnem tukaj čist z vrha, naslon za roko, s takim GT odtisom, pa potem tukaj tale rolo, odpre noter eno odlagalno površino, kamor lahko spravite kar nekaj stvari. Tukaj imamo dva cup holderja, pa eno ogromno površino z brezžičnim polnjenjem za telefon, pa še tukaj spodaj imamo še eno tako odlagalno površino. Tale predal tukaj je sicer razmeroma majhen, ampak toliko, da spravite noter vse tiste glavne papirje, pa je zadosti velik. Potem pa še v vratih. Še ena stvar, ki sem jo pozabil povedati. Bang & Olufsen ozvočenje, pač seveda pri takih tihih avtih res pride prav, da imamo vsaj kvalitetno ozvočenje. Pa seveda tukaj potem tale kljuka za odpiranje vrat, ki je tudi malo drugačna od ostalih, ki smo jih videli do zdaj, pa spet spodaj še ena manjša odlagalna površina, kamor lahko spravite kakšno plastenko, kakšne robčke, take stvari. Tukaj imamo potem še tipko za zagon, ki je lepo takole integrirana v tole plastiko na sredini. Zdaj pa, če moram poudariti še par stvari tukaj, je to sigurno panoramska streha, ki je tudi rahlo zatemnjena, tako da polet ne bo prevroče v avtu. Pa potem seveda sedeža, ki sta sprednja dva oba električno tudi premična, pa voznikov ima tudi memory paket, pa seveda zimski paket, to smo pri Fordu res že tako razvajeni, da je že čudno, če ga ne bi imel, se pravi ogrevano vetrobransko steklo, oba sedeža, ki sta tudi avtomatsko nastavljiva, pa seveda tudi volan. Od asistenčnih sistemov imamo seveda tudi blind spot assist, se pravi za vozila v mrtvem kotu vas opozarja, pa parkirni senzori spredaj in zadaj, pa tudi 360 stopinjska kamera, se pravi 200 na ogledalih, pa ena spredaj, pa ena zadaj. Ok, zadnja klop, jaz moram priznati, da tile zici tudi od zadaj izgleda res hudo, pa že fajn se sedi spredaj v njih. Prostora je res ogromno, pač res hudo. Tukaj je še taka lučka, panoramska streha za pač boljši občutek, da nisi toliko tesnjen, ker ima pač tale črn strop. Pa kar mi je všeč, ima tukaj USB-C, pa navaden USB polnilec. Res moram priznati, da sami materiali, pač po celem avtu, pa tudi na zadnjih vratih zgoraj usnje, tukaj Alcantara, pač res tak fajn občutek. Všeč mi je tale kljuka, saj se moraš malo navaditi, ampak res zgleda tako prav cute. Ok, zdaj pa sama vožnja. Vsi tisti, ki pravite, da to ni ta prav Mustang, dajte lih malo pa čakati pa rima skozi en tak možen hipotetičen scenarij. Recimo, da imate vi doma bencinarja tistega V8 Mustanga, ampak imate tudi družina in bi radi za vsakodnevne opravke pa izlete rabili nekaj malo večjega. Pol je tale kar ta prava izbira. Ima res ogromno placa, udobja, pa še športen je. Zakaj? Zato, ker je GT, ima 487 konjskih moči, pa 860 Nm navora. A si ti tu predstavljaš, kva te tu odtrže iz mesta? Pa ne sem iz mesta, ampak tudi v ovinkih. Pač jaz oziroma med izražen bolj dinamičnega, športnega, električnega avta še nisem vozila. In tu lahko brez težav rečeva, ker tu je nekaj posebnega. Brembo zavore, tako te ustavi. Ampak tukaj se pa pol poraja vprašanje. Pač tukaj ni omejitev sam avto, ampak so omejitev gume, sila, ki na njih deluje, je res ogromna in ni problem, žlajfi te ustavijo, tudi če ima ta avto 2,3 tone, ni panike, ampak guma je tista, ki ima stik s podlaga, in to je največje vprašanje, a tu zdrži taka sila ali te pač odnese. Ampak je pa ena stvar, Mustangi imajo že od nekdaj sloves, da te znajo malo presenetiti glede tega stika s podlago pa spodrsavanja. In če se zdaj lih malo za trenutku stavimo pri tej udobni vožnji, tukaj ima v bistvu glavna stvar oziroma glavna naloga so tile Magne-Ride vzmetenje, vlažilci, ki poskrbijo, da je vožnja taka resnato lahka. Ampak hkrati, pa če bi se radi lih malo hitreje, malo bolj dinamično zapeljali skozi ovinke, tudi za to poskrbijo. Pač to njihovo vzmetenje
to je pač nekaj pasiben, jaz bi rekel neka čarovnija, ne. Tu mislim, da so neki magnetki, če se prav spomnim iz njihovih prejšnjih predstavitev iz Mustanga, ki pač poskrbijo za to, da je pač udobno mehko ali pa športno dinamično bolj trdo. Ampak tudi, kadar je trdo, ni pretrdo. Pač ste rekli, pač da je razlož to lih malo bolje, ampak to je ena z takih stvari, ki jih pač moraš enostavno probati, ne. In pol, če gremo naprej iz udobja, ima pa tale avto še 3 profile oziroma 4. Zaradi tega, kaj GT ima onega, kaj na koncu tako malo bolj začinjen, malo bolj pasiben, ampak gremo od začetka. Ima Whisper, Active pa Untamed. V vsakemu temu profilu se pač spremenijo malo te vozne lastnosti, odzivnost stopalke, odzivnost volana. Recimo tale Whisper bi rekel kot pri teh navadnih avtih, ki je pač eko, je res tak tih, umirjen, šparoven. Pomaš Active, to je v bistvu tak normalen, za vsakodnevno uporablja, pomaš pa še Untamed, to je pa takrat, ko bi rad lih malo bolj dinamično, malo bolj športno občutek v avtu, ko se pravi tudi tale zvok. A ni pač hudo, res. In v temu si daš užitka, se sprostiš, pozabiš lih malo na kakšne mogoče probleme, greš v neka druga dimenzija, do tistih par minut, pol pa dosti, pol greš pa nazaj na Active. Ampak prej sem rekel, da ima še en 4. profil, to je pa v bistvu bolj za uporabo na dirkališčih, tale je pa Untamed Plus, tega pa na navadnih cestah ne bova probala. Pri temu električnemu Mustangu mi je všeč še tale opcija, ki lahko tukaj odkljukaš One Pedal Driving, se pravi, da v bistvu ti žlajfa praktično sploh ne rabiš uporabljati, pač razen če je nujno. Kadar ti spustiš gas, res občutiš ta pojem pospeška in s tem se tudi v bistvu tale regenerativna energija, ki pač file baterija, ima tudi tale opcija tukaj, se pravi tale L, na tej menjalni oziroma na tem krohcu za menjavanje. To pa zgleda tako recimo, da pač že pravnin občutiš tole, da se pač kar začne samo ustavljati, ampak če voziš pa po klancu dol, se mi zdi, da je pa to lih še malo hitrej. In recimo, če zdaj spustim, se bomo ustavili na klancu dol. Sam občutek v kabini je izjemen, ful se dobro vidi, res je dobra preglednost skozi pridno šipo. Všeč mi je, ko vidiš tile linije tukaj na havbi, pač res prav tak športni pridih imajo. Edino, kar mi pa recimo ni toliko všeč, so pa tile majhni vzvratna ogledala, kot da bi imel ena Fiesta. Ampak okej, Ford živi, zakaj je to izbral. Za nama je ena taka res zanimiva izkušnja. Spet sva probala, da je pač pri Fordu res ne naredijo kompromise, ampak naredijo res ta prav športni avto. Ja, niso pozabili na vozno dinamiko tudi pri tem električnem Mustangu. Zdaj, jaz mislim, da mora vsak iti to probati, pa videti, če je to zanj, jaz ne rabim nobenega prepričevati, zato ker mene je res prepričal in jaz bi to imel. Imel bi ga za vsak dan, zraven pa, tako kot sva že prej rekla, pa vzela ta novega bencinarja V8 seveda, zato ker ne smemo pozabiti, tudi nov Mustang V8 je prišel in že veseliva, da tistega sprobava. A ne bi dobro zgledala, da je še tukaj zraven. Ford, dajma.